Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni vsi skupaj tukaj pred Kongresnim centrom v Celju, ker bomo pričeli z današnjo slovesnostjo ob 30. obletnici Zakona o gasilstvu. Ob vašem prihodu vam je v pozdrav igral orkester Slovenske vojske pod vodstvom strokovnega vodje Fredija Simoniča, vojaškega uslužbenca 12. razreda, prav tako pa je vam vsem v čast tukaj postrojena tudi častna četa celjskih gasilcev s poveljujočim Francijem Gabrškom na čelu. Imamo pa še en velik razlog, da smo se danes zbrali tukaj. Kot vidite, stoji pred nami tudi novo specialno gasilsko vozilo, ki ga bomo danes uradno predali svojemu namenu. O tem vozilu nam bo nekaj več besed povedal dr. Aleš Jug, član Komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije, ki ga prijazno vabim k besedi. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, danes vam z veseljem predstavljamo novo preventivno vozilo Gasilske zveze Slovenije GVL-1 ali manjše gasilsko vozilo za logistiko, ki bo v prihodnje imelo ključno vlogo pri ozaveščanju in usposabljanju občanov, prav tako tudi gasilcev o požarni varnosti. Imenujemo ga preventivno vozilo. Vozilo bomo gasilci uporabljali na različnih prireditvah in usposabljanjih po Sloveniji, prav tako pa bo vključeno tudi v redna usposabljanja gasilcev. Gasilsko vozilo za logistiko 1 temelji na podvozju Fiat Ducato, je dolžine približno 7 metrov in teže okoli 5 ton. Vozilo je zasnovano za 2 inštruktorja, ki upravljata za vrhunsko simulacijsko opremo, kar omogoča zelo interaktivno usposabljanje. Gre za neke vrste potujočo učilnico in laboratorij. Del opreme lahko uporabljamo znotraj vozila, del pa na prostem, kar omogoča prilagodljivost samega vozila in izvedbo različnih scenarijev. Posebnost tega vozila je, da je vozilo samo kot tako plod slovenskega znanja in sodelovanja med proizvajalcem gasilskih vozil, podjetjem za sisteme usposabljanja in pa Komisijo za preventivo Gasilske zveze Slovenije. Vozilo je edinstveno in ponosni smo, da ga imamo v naši floti. Opremljeno je s preko 20 različnimi simulatorji, od katerih sta 2 narejena posebej za to vozilo. Na strehi vozila se nahaja velik LED zaslon z multimedijsko podporo, kar omogoča dodatno interaktivnost med samim usposabljanjem. Gasilsko vozilo za logistiko ni samo inovativno vozilo za usposabljanje, ampak kot vozilo dostopno vsem. Zadaj za vozilom se nahaja ploščad, ki omogoča dostop tudi osebam z omejeno mobilnostjo. Simulatorji v vozilu pokrivajo širok spekter področij, od gašenja, začetnih požarov, prve pomoči, potem oživljanja do nevarnosti pri ravnanju s plinom in uporabo električne napeljave. Z različnimi svetlobnimi in zvočnimi učinki lahko simuliramo zelo realne pogoje, do katerih lahko pride pri požarih v objektih, kot je zadimljen prostor, kar pomaga občanom in gasilcem razumeti, kako ravnati v primeru nesreče. Naše novo preventivno vozilo bo močno prispevalo k večji varnosti in pripravljenosti v naši skupnosti. Hvala, ker ste nam vsi pri tem pomagali in zaupate in podpirate naše delo. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala za predstavitev tega lepotca in upam, kot je bilo že rečeno, da bo dobro služil svojemu namenu. Sedaj pa k mikrofonu vabim poveljnika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Zvonka Glažarja, da nas nagovori in da izvede predajo ključev tega vozila. Ključe vozila bo prevzel predsednik Komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije, tovariš Sandi Jugovac. Spoštovani kolegi gasilci, cenjeni vsi tisti, ki spoštujete gasilce in danes ste to dokazali z svojo prisotnostjo, globok poklon bivšima kolegoma poveljnikoma, danes častnima poveljnikoma, tovarišu Matjažu Klariču in pa Franciju Petku. Ravno kolega Franci Petek je pred nekaj leti snal idejo in je potem predstavil članom Komisije za upravljanje z sredstvi požarnega sklada, ki deluje znotraj Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in ta komisija je potem tudi zagotovila finančna sredstva. Tako prejšnja komisija za preventivo prejšnjega mandata je začela zgodbo
aktualna, novejša komisija je inženirsko to zgodbo tudi končala. Naš sodelavec Dušan Žitin je bil tisti, ki je poskrbel za vsak šravf in pa za vsak ustrezen dokument in pa papir. To je še en dokaz, da slovenski gasilci zmoremo, ko stopimo skupaj. Gospod minister, dobrodošli prvič med nami in ta dokaz govori, da slovenski gasilci znamo delati skupaj in ne samo da delamo, tudi naredimo. In ta zgodba o tem preventivnem vozilu se kar širi po slovenskem prostoru in tudi izven. In lahko priznamo in smo na to ponosni, da imamo v slovenski domovini kar nekaj družbeno odgovornih podjetij, ki nam pri tukaj pomagajo in pa sledijo. Zavarovalnica Triglav je družba, ki nam že kar nekaj časa stoji ob strani in tudi pri tem vozilu bo stalo. V zavarovalnici Triglav rečejo, vse bo še v redu in res bo vse v redu, kajti če bomo poslušali slovenske gasilce, našo vozilo, učilnico na kolesih, bomo dobro delali za naše ljudi. Spoštovani danes prisotni, velika čast mi je in pa odgovornost. Res je, da danes stojimo tukaj pred modernim vozilom, popolnim vozilom, ampak kljub temu predlagam, da se sprehodimo v tradicijo, ki v Sloveniji že velja 155 let. Da to vozilo predamo svojemu namenu, kot delamo že vrsto let. In tukaj vabim spoštovanega kolega Sandija Jugovca, da pristopi, da mu častno predam tele ključe. In ne velja, spoštovani Sandi, naj se vozilo vozi po slovenskih krajih, naj vozilo oznanja dobro delo o gasilstvu, kajti slovenski gasilci smo tisti, ki tudi skrbimo za varnost naših državljanov. Hvala. Komisija za preventivo Gasilske zveze Slovenije se zavezuje, da bomo naše vozilo uporabljali vestno, odgovorno in strokovno do vseh naših državljanov. Hvala. Tako, vozilo je predano v uporabo, kot bi se reklo, in da bo za varno delo s tem vozilom skrbel tudi naš stvarnik, prosim upokojenega celjskega škofa, monsinjorja dr. Stanislava Lipovška, da opravi še blagoslov vozila. Spoštovani vsi navzoči, gospod minister, gospa poslanka, gospod predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod podžupan mesta Celja, ki danes tudi obhaja poseben praznik, god zavetnika našega mesta, svetega škofa Maksimiljana. Spoštovani vsi navzoči, visoki gostje, ne morem vseh našteti, sem pa vesel, da sem lahko tukaj, kakor že mnogokrat, in vam v imenu Celjske škofije in sploh Cerkve v Sloveniji iskreno čestitam ob 30-letnici vašega zakona o gasilstvu, ki tako modro usmerja vaše plemenito poslanstvo. In tudi ta blagoslov je znamenje, da se dobro zavedamo, da je za uspešno upravljanje tega poslanstva potrebna ne samo strokovna in tehnična oprema, ampak tudi duhovno-moralna usposobljenost, ki nam daje tisti notranji vzgon, da smo vedno znova pripravljeni biti za
sočloveka, zlasti za človeka, ki je v stiski potreben naše bližine in pomoči. Zato vas vabim, da prisluhnemo blagoslovu, ki ima dva dela. Najprej blagoslavljamo vodo. Tu imamo ministranta, ki je bil nekoč tudi ja. Dobro. In saj ministrant, to je nekaj važnega, veste, isto kot minister. Ministrare pomeni služiti, biti za. In zato je dobra šola to za bodoče življenje. In voda pa vemo, da brez nje ne moremo živeti. Zato naša moč je imeno Gospodovem, ki je ustvaril nebo in zemljo. Molimo, samogočni, večni in milostni Bog, ti si naš čudovito ustvaril in še čudovito odrešil. Prosimo te, blagoslovi to vodo, ki si jo ustvaril, da zemljo dela rodovitno, nas pa poživlja in očiščuje. Uporabil si svojemu usmiljenju, ko si z vodo rešil starozavezno Božje ljudstvo iz sužnosti in mu gasil žejo v puščavi. Voda je prerokom podoba tvoje nove zaveze s človeštvom. Jezus je posvetil v reki Jordanu, ko je prejel krst Janeza Krstnika in je kopelje novega rojstva pri svetem krstu prenovil našo grešno naravo. Da smo sedaj v moči krsta in birme sveto Božje ljudstvo in kot taki nosilci in graditelji vrednot Božjega kraljestva. Naj bo ta voda blagoslovljena v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, da postane vidno znamenje Božje bližine in Božje pomoči. Z njo bomo pokropili novo gasilsko vozilo v znamenje naše zaupne prošnje, da bi gasilke in gasilci, ki bodo to vozilo uporabljali, spremljalo Božje varstvo in Božje blagoslov, da bodo uspešno opravljali svoje poslanstvo v službi človeka, še posebej vseh, ki so v nevarnosti, slišimo, in trpijo zaradi elementarnih nesreč ter posledic vojnih spopadov, podnebnih sprememb in drugih nevarnosti in so potrebni človeške bližine in pomoči. To. Blagoslavljamo novo vozilo in molimo. Vsemogočni večni Bog, ti si se ustvaril in vse, kar živi, napolnjuje z blagoslovom. Človeka si obdaril z mnogimi darovi in sposobnosti in mu naročil, naj skrbi za ta svet in za vse, kar pripomore, da bodo vsi ljudje varno in srečno živeli in dosegali polnost in smisel sedanjega in večnega življenja. Zahvaljujemo se ti za gasilke in gasilce, ki s svojo plemenito dejavnostjo skrbijo za našo varnost in so pripravljeni ob vsakem času, zlasti ob nesrečah in nevarnostih, biti blizu in pomagati vsem, ki so potrebni bližine in pomoči. Prosimo te, blagoslovi to novo vozilo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ta blagoslov naj ostane na vseh, ki bodo to vozilo uporabljali in v službi človeka, zlasti človeka v stiski. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zato je potrebna za upravljanje te službe potrebna primerna opremljenost, pa tudi strokovna in moralna usposobljenost vseh sodelujočih. V času, ko se zdi, da se utapljamo v sebičnem individualizmu, ko vsak vidi samo sebe, so posebej dragoceni ljudje, ki imajo odprte oči in čuteče srce, da znajo priskočiti na pomoč in pomagati ljudem v nesrečah in nevarnostih. Da bi ohranili to kondicijo, so gasilci že v rimski dobi svetega Florijana, ki je v službi bližnjemu zastavil svoje življenje, izbrali za svojega zavetnika. Veseli smo, da kip ali podobo svetega Florijana sedaj srečamo na vaših gasilskih domovih, na diplomah, zahvalah in priznanjih in vseh uradnih dokumentih, po mnogih cerkvah in kapelicah, pa tudi in zlasti v srcih in življenju požrtvovalnih in zvestih gasilk in gasilcev. Zato zaključimo ta blagoslov sprošno vašemu zavetniku, svetemu Florijanu. Sveti Oče, vsemogočni, večni Bog,
čudovitim pričevanjem svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in svetega Florijana, zavetega gasilcev, si vodil po poti življenja in mu dal moč, da je ostal zvest v službi človeka vse do mučeniške smrti. In njegovo priprošnjo nas varuje častnega in večnega ognja in drugih nevarnosti, da bo naše življenje obrodilo večne sadove. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Sveti Florijan prosi za nas in tudi danes na prav poseben način sveti Maksimilijan Celjski prosi za nas. Za vse pa velja v službi ljudstva na pomoč. Hvala lepa. Hvala tudi za opravljen blagoslov. Sedaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vse skupaj vabim v modro dvorano Kongresnega centra, kjer bomo takoj nadaljevali z današnjo slovesnostjo. Hvala lepa. Pričenjamo s slavnostnim delom današnje prireditve. V dvorano bo prišel današnji slavnostni gost, minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic, v spremstvu predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije Zvonka Glažarja. Takoj za njimi pa bodo v dvorano prišli še praporščak s praporom Gasilske zveze Slovenije s spremljevalcema. Spoštovani zbrani, tovarišice in tovariši gasilci, gospe in gospodje. Vse lepo pozdravljam v imenu krovne gasilske organizacije in se vam seveda hkrati toplo zahvaljujem za vašo udeležbo na tej slovesnosti. Vaša prisotnost nam, slovenskim gasilcem, veliko pomeni, predvsem pa daje težo temu dogodku, katerega obeležujemo.
Moje besede dobrodošlice in zahvale so namenjene visokim gostom. Magistru Borutu Sajevcu, ministru za obrambo Republike Slovenije s sodelavci. Spoštovani minister, najprej čestitke k vašemu imenovanju. Naj izkoristim to priložnost in izrazim našo željo po dobrem in tvornem sodelovanju. Janji Sluga, poslanki Državnega zbora Republike Slovenije, predstavnici parlamenta, ki je pred 30 leti sprejel pomemben dokument za naše delo. Leonu Behinu, direktorju Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Pomembnemu sogovorniku, ki podpira naše delo in ohranja našo vlogo v sistemu zaščite in reševanja. Veseli me, da so danes z njimi tudi vsi najodgovornejši direktorji direktoratov v upravi. Lepo pozdravljam predsednika Mednarodne gasilske organizacije Milana Dubravca. Pozdrav velja tudi vsem zbranim članom organov upravljanja, vodenja, nadzora in arbitraže Gasilske zveze Slovenije. Današnje veselje delim s članom izvršnega odbora Društva poslancev 90, gospodom Bogdanom Barovičem. Naj dodam, da društvo predstavlja in združuje poslance, bivše poslance, delegatke in delegate Skupščine Republike Slovenije, izvoljenih na volitvah leta 1990, kakor tudi poslance in bivše poslance Evropskega parlamenta. Veliko članov kluba je sodelovalo v pripravi in sprejemanju zakona, za kar smo vam hvaležni, zato lepo pozdravljeni. Glede na to, da smo za kraj današnjega dogodka izbrali moje rojstno knežje mesto Celje, mi spoštovane županje in župani, dovolite, da najprej pozdravim podžupana mestne občine Celje, gospoda Uroša Lesjaka. V nadaljevanju pa seveda vse vas, najvišje predstavnike lokalne oblasti. Hvala vam za vašo prisotnost, podporo in pomoč, ki jo nudite gasilskim organizacijam. Ko smo načrtovali to prireditev, smo se zavedali, da mora izražati zahvalo prisotnim gasilskim funkcionarjem, ki skupaj z organi upravljajo in vodijo 121 gasilskih zvez. Dobra tretjina njih bodo v naslednjem letu praznovale 70-letnico tega obstoja. Lepo vas pozdravljam in se vam v imenu vseh prisotnih, spoštovani predsedniki in poveljniki gasilskih zvez, zahvaljujem za vaše delo. Ob tej priložnosti izražam veliko zahvalo vodstvu Gasilske zveze Celje za sodelovanje v pripravi in izvedbi današnje prireditve. Veliko čast si štejem, da lahko med nami pozdravimo seniorja dr. Stanislava Lipovška, upokojenega celjskega škofa. Dolgoletnega prijatelja slovenskih gasilcev in gasilcev v tujini, spoštovani gospod Lipovšek, hvala vam za blagoslov našega novega gasilskega vozila. Danes sta z nami tudi častna poveljnika Franci Petek in magister Matjaž Klarič. Slednji bo tudi imel osrednji govor na današnji prireditvi. Pozdrave namenjam tudi prisotnim dobitnikom najvišjih gasilskih priznanj Matevža Haceta. Iskreno dobrodošli in hvala za vaše delo v preteklosti. Bilo je neposredno povezano z uveljavljanjem zakonskih določil, ki so narekovale organiziranost, delo in razvoj gasilstva na različnih področjih, predvsem v cilju zagotavljati nemoteno upravljanje javne gasilske službe. Pozdravljam tudi vse ostale neimenovane goste, člane gasilske organizacije, ki so upravljali funkcijo poslanca
v Državnem zboru, avtorje izdanega današnjega biltena, člane družine Eri in Sentočnik, člane skupine za protokol, orkester Slovenske vojske, nastopajoče v kulturnem programu, zaposlene v strokovni službi in naše predstavnike medijev. Spoštovane in spoštovani, sledijo nagovori. K besedi bom najprej povabil direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje gospoda Leona Behina, sledil bo osrednji govor tovariša Matjaža Klarica, častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenije in odličnega poznavalca razmer v pripravah in ob sprejetju zakona o gasilstvu, in na koncu nas bo kot zadnji nagovoril minister za obrambo, magister Borut Sajovic. V imenu vseh se zahvaljujem za vašo pozornost. Uživajte v programu, ki smo ga pripravili za vas. Spoštovani gospod minister, spoštovani predsednik Gasilske zveze Slovenije, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, častna poveljnika, spoštovani ostali gostje, predvsem pa spoštovane tovarišice in tovariši gasilci. V imenu Uprave za zaščito in reševanje lahko ob 30-letnici zakona o gasilstvu najprej in z globokega spoštovanja izkažemo veliko hvaležnost do dela prostovoljnih gasilcev in do vseh vas, ki več kot 155-letni praktično tradiciji gasilstva predstavljate najmočnejšo silo in tiste, ki so vedno pomagali in bodo pomagali tudi v prihodnje, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širšem vsem tistim, ki pomoč potrebujejo. Leto 1994 ni bilo prelomno samo v pogledu zakona o gasilstvu, prelomno je bilo tudi v pogledu zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in leta 1994 je bila ustanovljena Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Vsi skupaj torej praznujemo 30 let in zato, da se poklonimo 30-letnici in vsem snovalcem takratnega zakona, ki je dvignil gasilstvo v Republiki Sloveniji na še nekoliko višjo, predvsem pa bolj trdno in stabilno organizirano organizacijo s financiranjem, kajti nikoli ni bilo vprašanje prostovoljstva in predanosti gasilcem v tej zgodovini. In da vam izkažemo to čast, smo danes, po mojih informacijah, prvič zbrani čisto vsi direktorji Uprave za zaščito in reševanje in vodje služb, da prisustvujemo tej naši skupni prireditvi. Res. Hvala lepa. In z velikim spoštovanjem do gasilstva, gasilske organizacije in predanosti, ki jo izkazujete v sistemu zaščite in reševanja, vam želimo tako odličnega sodelovanja, hkrati vzamemo tudi to našo obveznost na drugi strani tudi v prihodnje, da se bomo lahko tudi ob drugih okroglih obletnicah in vsakodnevnih srečanjih vedno tako prijateljsko in tako ponosno in slavnostno gledali in tudi spoštovali med seboj. In naj mi bo kot dolgoletnemu gasilcu dovoljeno na koncu vedno v službi ljudstva z gasilskim pozdravom na pomoč. Spoštovani gospod minister, spoštovani predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, spoštovani visoki gosti, drage gasilke in gasilci. Danes obujamo spomine na čase, ko je nastajala samostojna Slovenija, ko smo z zanosom gradili svojo mlado državo in ko smo bili 30 let mlajši. S nastajanjem samostojne države Slovenije se je urejalo celotno področje zaščite in reševanja ter področje požarnega varstva in gasilstva. Sprejeti ustavni amandmaji, ki jih je skupščina septembra 1989 sprejela na seji vseh treh zborov, so vplivali tudi na področje požarnega varstva in gasilstva.
Takrat so bile sprejete usmeritve, da se požarno varnost ureja v kontekstu civilne zaščite. Sprejeti so bili akti, s katerimi so se dejavnosti interesnih skupnosti prenesle na izvršne svete. Za področje požarnega varstva pa je bila ustanovljena Republiška uprava za požarno varnost, predhodnica Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Že leta 1990 so na predsedstvu Gasilske zveze Slovenije obravnavali gradivo, ki so ga pripravili skupaj z Gasilsko zvezo Hrvaške in je temeljilo na izkušnjah organiziranosti gasilstva v Evropi. V gradivu so zavzeli stališče, da bi področje požarne varnosti in gasilstva urejala dva zakona. Zakon o požarni varnosti bi urejal celotno področje varstva pred požari, širše pa tudi področje zaščite in reševanja. Področje gasilskih organizacij ter naloge države in občin, povezane z gasilstvom, pa naj bi urejal zakon o gasilstvu. V letu 1992 je potekala intenzivna priprava teh dveh ločenih zakonov. Zakon o varstvu pred požarom in Zakona o varstvu pred požarom in Zakona o gasilstvu. Sprejeta je bila odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote. Z odredbo so bile splošne enote civilne zaščite v krajevnih skupnostih, podjetjih, zavodih in drugih organizacijah ukinjene. Naloge in sredstva teh enot naj bi se v celoti prenesle na operativne gasilske enote, gasilskih društev in poklicne gasilske enote. V istem letu je Gasilska zveza Slovenije postala tudi polnopravna članica v mednarodni gasilski organizaciji CTIF. Na podlagi argumentov smo res dobili poseben zakon o gasilstvu, ki je postavil temelje sodobni slovenski gasilski organizaciji. Zakon je jasno uredil status in vlogo gasilstva kot obvezne javne gasilske službe, katere organiziranost in delovanje zagotavlja lokalna skupnost. Gasilstvo je opredelil kot dejavnost humanitarne naloge, gasilska društva pa kot humanitarne organizacije. Gasilske enote so opredelili kot poklicne gasilske enote, prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih in gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah. Opredelil je naloge gasilstva, kjer je poleg naloge gašenja in reševanja v primeru požara določeno, da gasilske organizacije opravljajo tudi določene naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, s čimer se je gasilski organizaciji tudi uradno priznalo naloge, ki so jih gasilci tudi sicer opravljali v primeru naravnih in drugih nesreč. Pripadniki gasilskih enot so dobili enake pravice in dolžnosti, kot jih imajo pripadniki civilne zaščite. Zakon je opredelil tudi merila za organiziranje, opremljanje in opremljanje gasilskih enot. Zakon pa je tudi opredelil, da je Gasilska zveza Slovenije najvišja oblika povezovanja gasilskih organizacij v Sloveniji, v katero se strokovno povezujejo tudi poklicne gasilske enote in da država zagotavlja pogoje za njeno delovanje. Vendar pa se poklicne gasilske organizacije niso povezale v Gasilsko zvezo Slovenije, kar se še vedno čuti kot razdvojenost in dvotirnost slovenskega gasilstva. To pa se je pozneje rešilo s sprejemom skupnih pravil gasilske službe, ki jih je zakon tudi predvidel. Zakon je primerno uredil tudi vodenje intervencij ter pravice in dolžnosti vodje intervencije, ki v primerih, ko ni mogoče drugače zavarovati ljudi in premoženja, lahko poseže tudi v omejitve ustavnih pravic državljanov. Uredil je tudi pokrivanje stroškov intervencije in medsebojno pomoč gasilskih enot. Pri tem pa je ostalo odprto pokrivanje stroškov gasilskih enot, ki pomagajo na intervencijah izven domače lokalne skupnosti, kar pa se je rešilo v noveli zakona leta 2005. Ta določa, da se gasilskim enotam pokrijejo stroški intervencije, ukolikor so te aktivirane na podlagi državnega načrta za zaščito in reševanje. Na podlagi velikega prizadevanja predstavnikov gasilske organizacije je zakon ustrezno uredil tudi financiranje gasilstva, ki poleg financiranja gasilskih enot zagotavlja tudi financiranje dejavnosti gasilskih društev in zvez, ki so pomembne za razvoj gasilstva. Tu gre predvsem za gasilsko mladino, veterane in druge organizacijske naloge. Zakon je na veliko zadovoljstvo gasilske organizacije opredelil tudi gasilsko šolo.
Gasilci so dolga leta po izgubi gasilske šole v Medvodah opozarjali na problem ustreznega usposabljanja gasilskih kadrov. Pobudniki in zagovorniki člena o gasilski šoli so imeli v mislih gasilsko šolo organizirano pri Gasilski zvezi Slovenije, ki bo financirana na nivoju države, usposabljala pa v poklicne in prostovoljne gasilce. A že v fazi gradnje šole se je izkazalo, da se gradi izobraževalni center za zaščito in reševanje, katerem bo gasilska šola delovala le kot eden od oddelkov. Gasilska organizacija oziroma Gasilska zveza Slovenije pa bo v njem gostovala kot vse druge organizacije za zaščito in reševanje. V izobraževalnem centru na Igu in v obeh podcentrih Sežana in Pekre se preko Gasilske zveze Slovenije letno usposobi okrog 5000 gasilcev prostovoljnih, kar je velik prispevek pri zagotavljanju operativne sposobnosti gasilskih enot in uspešnega delovanja naše gasilske organizacije. Velika pridobitev, ki jo je zakon prinesel gasilskim organizacijam, je lastninska pravica nad premičnim in nepremičnim premoženjem, s katerim upravljajo gasilci. Ta člen priča o širini takratnega vodstva Gasilske zveze Slovenije, ki je pravočasno prepoznalo priložnost in pomen za ureditev pomembnega vprašanja gasilskega premoženja, ki so ga s trudom in prostovoljnim delom ustvarile številne generacije gasilcev. Velika pričakovanja so imeli gasilci tudi pri urejanju statusa prostovoljnega gasilca, povezana predvsem z odsotnostjo z dela in bonitete, ki bi prostovoljnemu gasilcu dodatno motiviralega za prostovoljno delo v gasilski organizaciji, ki pa jih ta zakon ni prinesel. Zakon je sicer opredelil, da delodajalec ne sme odpustiti gasilca zaradi udeležbe na intervenciji ali usposabljanju, vendar pa ta rešitev v praksi ni dala želenih rezultatov. Zakon je tudi natančno opredelil obvezno zavarovanje gasilcev po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. In zakon je tudi določil psihofizične sposobnosti, ki se ugotavljajo z obveznimi zdravniškimi pregledi za operativne gasilce. Zakon je plod velikega prizadevanja takratnih gasilskih funkcionarjev, ki so svojo modrostjo in vztrajnostjo skupaj s predstavniki države imeli dovolj strpnosti in razumevanja pri iskanju ustreznih rešitev, primernih za državo in za gasilsko organizacijo. Na koncu lahko ugotovimo, da ima zakon o gasilstvu velik pomen in zasluge, da imamo v Sloveniji danes sodobno in operativno gasilsko organizacijo, ki je primerljiva z drugimi evropskimi gasilskimi organizacijami in je sposobna hitro in učinkovito ukrepati ob najzahtevnejših intervencijah. Pri natančnejši analizi zakona in postopku njegovega nastajanja pa se čuti težnja države po ohranitvi svojega vpliva nad organizacijo, kar se še posebej čuti na strokovno-operativnem področju. Glede na uspešnost organizacije pa upravičeno pričakujemo še več zaupanja pri pripravi novega zakona, ki bo gasilski organizaciji zagotovil še več avtonomnosti in ji bo omogočil še uspešnejše delo na strokovno-operativnem področju. Zahvalil bi se rad predsedniku in vodstvu Gasilske zveze Slovenije za pobudo in realizacijo današnje prireditve, s katero se spominjamo pomembnih trenutkov, ko se je pripravljal zakon, ki je oblikoval današnjo sodobno gasilsko organizacijo. Več o teh dogodkih si lahko preberete tudi v zborniku in prepričan sem, da v ta zbornik tudi tisti, ki bo omogočil, da tudi mladi spoznajo te pomembne trenutke. Na pomoč. Dober dan, spoštovane tovarišice in tovariši gasilci, spoštovani predsednik, poveljnik, pravkaršnji govornik, hvala lepa za povedano, hvala za povabilo. Začeli smo odlično s konkretno pridobitvijo, ki mora iti v šole, v vrtce,
zato da bomo vsi skupaj o gasilstvu vedeli več, da ga bomo spoštovali in da bomo na vse neprijetne trenutke in dogodke pripravljeni. Moram reči hvala lepa tudi škofu Stanislavu za odločen in jasen blagoslov. Dobra misel je prava energija in to je tisto, kar nas gasilce druži in pa povezuje. Spoštljiv pozdrav tudi organizatorjem, vsem visokim gostjem, priklon gasilskim praporom, ki so poosebljeni v tem, in pa seveda pohvala našim odličnim vojaškim glasbenikom. Danes smo tu, ker smo dobre volje, ker je bil pred 30 leti sprejet gasilski zakon. Kakšen? Tak, ki deluje, ki ga spoštujemo gasilke in gasilci, ki vodi naprej, ki ga spoštuje in razume politika in ki ga spoštujemo ljudje. Preprosto dober zgled, zato moramo to prakso uporabiti tudi še kje. Imamo danes težave v zdravstvu, seveda jih imamo. In če bomo zakon o zdravstvu sam po sebi stvari ne reši, lahko je napisan še bolje, še drugače, če ga bomo za svojega kot partnerji vzeli vsi, tisti, ki smo pacienti, celotno zdravstveno osebje in seveda tudi tisti, ki upravljamo javne zadeve, potem bo zakon prinesel napredek in kljub temu, da seveda je slaba novica zmeraj glasnejša od dobre, je napredkov, sprememb znotraj zdravstvenega sistema že kar nekaj, rabimo pa še nekaj časa, da jih začutimo in da jih uveljavimo. Kje smo, kam gremo? Od leta 1869, ko je bilo ustanovljeno naše prvo društvo v Metliki, Gasilska zveza ustanovljena leta 1949, pa do danes so nas povezovale in pa združevale vrednote. Reševanje premoženja, reševanje življenj, pomoč sočloveku. V časih, v katerih smo, je kdaj težje ohranjati vrednote za naše poslanstvo, kot pa pridobiti denar. Nekaj imam osebnih izkušenj, ki me tudi izoblikujejo v življenju. 4 mandate zapored sem bil župan, v prvem letu županovanja sem skromno, spoštljivo in ponižno opravil gasilski izpit. Zato od takrat naprej delo vas, tovarišice in tovariši, spoštujem in cenim še bolj. V 16 letih smo Gasilsko zvezo Tržič, ki je bila ena manj razvitih na Gorenjskem, postavili v sam vrh. Visoko izobraženi, motivirani, številčni in najsodobneje opremljeni. Z tega mesta je treba danes v naših srcih in glavah prižgati tudi eno svečko za vse tiste, ki so bili del te zgodbe, pa danes na nas gledajo iz zvezd. Zjutraj sem prižgal eno tako majhno rdečo lučko za Milana Valjavca, Mihca, nekoga, ki je bil pojem in legenda gorenjske in slovenske gasilerije in ki nas je tudi povezal s tujino. Včeraj sem bil na vaji Ljubelj 2024, reševali smo v tunelu skoraj 300 udeležencev, različne rodovi, različne panege, delovali smo k skupnemu cilju kot eden in pa kar nekaj spoznanj. Slovenska gasilska organizacija je tudi, kadar se primerjamo,
pa smo skromni sosedje visoko v vrhu in vsega spoštovanja uredna. V zadnjih letih nas preizkuša marsikaj. Enkrat ogenj, požari, enkrat vremenske spremembe, pa še kaj se bo našlo. Zato z tega mesta še enkrat spoštljiva hvala za vse, kar smo od Krasa preko poplav do danes tudi letos storili skupaj. Ker prihajam na nek način tudi iz političnih vrst. Zahvala in pa pohvala Leonu Behinu za to zgodbo tega vozila, za preventivo, za izobraževanje, ki je bil sistemsko v celoti financiran. Ministru Marjanu Šarcu, Robertu Golobu, državnim sekretarjem Rudiju Medvedu, Damirju Črnčecu za vse, kar se je v teh 2-3 letih zgodilo. S požara na Krasu smo se veliko naučili, ampak letos na Trstelju, tudi na Komarči, je bilo že lažje. Nam, gasilkam in gasilcem, ni bilo treba povsod v breh. S pomočjo 4 letal Air Tractor smo bili hitrejši. Veliko se je postorilo tudi s pomočjo helikopterjev. Imamo še 2 večji letali Spartan, številna črpališča, opremo za manipulacijo z vodo. Naročenih je še 6 vojaških helikopterjev, ki bodo seveda vsi imeli dvojno rabo in pa uporabo. Podobno je bilo tudi na Koroškem. Hvala vam za odziv. Skupaj z vojaki Slovenske vojske ste bili v prvih bojnih črtah. Ljudje nam zaupajo, zato seveda to zaupanje vsi skupaj s trdim delom, tudi s takim prostovoljstvom, kot je danes. Gasilke in gasilce vadimo popoldan, smo na prireditvah soboto in nedeljo, drugi se rekreirajo na drug način, mi služimo in bomo služili ljudem. Veliko je bilo upravljenega, ampak kadar dobro greš, kadar hitro greš, je človeško in prav, da zato, da pomagamo ljudi, zmoremo in si želimo še več. Zakon je soliden, strinjam se s predgovornikom, potreben je nadgradnje. Potrebujemo vsi skupaj sodelovanje, ne ljubosumje med različnimi vejami in organizacijami, tako da dela in pomoči potrebnih bo za vse nas dovolj. Ureja se uredba, pravilnik, pravna podlaga za zavarovanje gasilk, gasilcev, premoženja naše tehnike. K koncu gre razpis, bil bi že zaključen in končan, če ne bilo nekaj drobnih spodrsljajev, ki se morajo rešiti iskreno, tovariško, pošteno, tako kot je prav, in čaka nas še veliko dela naprej. Opremiti se moramo še bolje, prav nam bo prišlo tudi to, da je DDV z ukrepom te vlade znižan iz 22% na 5%. Skromna, res skromna nagrada vašemu delu je tudi davčna olajšava 1500 evrov za tiste, ki ste že dolgo vrsto let v prostovoljskih vrstah, in take rešitve in ukrepe bomo oblikovali in iskali skupaj, z roko v roki tudi naprej. Brez delitev takih in drugačnih vsi skupaj smo in moramo biti najprej in samo Slovenke in Slovenci v službi ljudi. Hvala vam na pomoč.
Spoštovane in spoštovani, prehajamo v zaključni del praznovanja tega pomembnega mejnika 30. obletnice sprejema Zakona o gasilstvu, ki smo ga najprej pričeli s prevzemom in blagoslovom novega preventivnega vozila Gasilske zveze Slovenije ter nadaljevali tukaj v modri dvorani Kongresnega centra, kjer nas je najprej nagovoril naš predsednik Janko Cerkvenik. V imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje nas je nagovoril njen generalni direktor Leon Behin, za njim pa je besedo prevzel osrednji govornik na današnji prireditvi, častni poveljnik Gasilske zveze Slovenije, magister Matjaž Klarič, ki je v svojem govoru osvetlil pomembnost trenutka, ki se je za slovensko gasilstvo zgodil pred 30 leti. S pozdravnimi besedami pa nas je na koncu nagovoril tudi naš današnji slavnostni gost, to je minister za obrambo Republike Slovenije, gospod magister Borut Sajovic. In tako kot je slovensko biti gasilec, je slovensko tudi peti in igrati slovenske pesmi. Z glasbenim vložkom in igranjem Avsenikove pesmi Prijatelji, ostanimo prijatelji, se nam je predstavil trobilni kvintet s tolkalcem orkestra Slovenske vojske. O pripravah na spremembo zakonodaje, ki naj bi detaljneje opredeljevala področje gasilstva in o sami vsebini predloga zakona o gasilstvu, smo danes slišali že veliko besed. Še več tega pa je zapisanega v zborniku z naslovom 30 let zakona o gasilstvu, ki ga je Gasilska zveza Slovenije izdala ob tej priložnosti in ste ga danes vsi udeleženci tudi prejeli. Pa je kljub temu vendarle prav, da o vsem tem spregovorimo še nekaj besed in skupaj osvetlimo dogodke, ki so bili pomembni pri pripravi, obravnavi in potrditvi tega zakona v Državnem zboru. Zato smo danes med sebe povabili tudi naše današnje cenjene goste, ki so bili v tistem času vidni akterji takratnega dogajanja okoli priprave in sprejemanja tega zakona in ki so morali kasneje na nivoju lokalnih skupnosti izvajati določena določila iz tega zakona. Našemu povabilu na današnjo okroglo mizo so se prijazno odzvali gospa Romana Lah, magistra kemijske tehnologije, vodja sektorja za inšpekcijski nadzor v Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tovariš Janez Kopač, doktor znanosti, nekdanji direktor sekretariata Evropske energetske skupnosti s sedežem na Dunaju, zadnja 3 leta pa svetovalec različnim vladam, med njimi Ukrajine, Moldavije in Gruzije, v Sloveniji pa aktivni član sveta Agencije za energijo ter seveda član gasilske organizacije od leta 1970 s činom gasilskega častnika 2. stopnje. Tovariš Jože Berlec, univerzitetno diplomirani inženir strojništva, upokojenec,
Po srcu pa vse življenje gasilec s činom visokega gasilskega častnika druge stopnje. In pa tovariš Lojze Posedel, univerzitetno diplomiran ekonomist, bivši župan občine Žalec in bivši poslanec v državnem zboru ter član gasilske organizacije s činom višjega gasilskega častnika organizacijske smeri. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Naša okrogla miza je namenjena temu, da malo osvetlimo dogodke iz tistih časov, pa bi vas, spoštovana gospa Lahova, vprašal, kmalu po osamosvojitvi Slovenije, bilo je leta 1991, ko je bila za področje zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ustanovljena Republiška uprava za zaščito in reševanje, kjer ste bili zaposlena tudi vi, so že aktivno potekale priprave na sprejem novega zakona o gasilstvu. Kakšna je bila vaša naloga pri pripravi tega zakona? Lep pozdrav. Kar? Je? Je. Lep pozdrav vsem gostom, tudi v mojem imenu. Ja, lepo se je bilo vrniti v tiste čase, 30 let nazaj, pa še malo več. Prišla sem kot mlada sem seveda še sedaj, ne? Da ne bi kdo mislil, da po 30 letih človek ostari. Svetovalka na delovno mesto za področje preventive, specialiteta požarna varnost in gasilstvo. Dobila sem v roke, tukaj imaš začetno gradivo in iz tega, ko sem iz fakultete prišla na čisto drugo delovno mesto, je bilo seveda učenje, kaj je to požar, kaj je to gasilstvo. Bila sem tista deklica za vse v upravi, ki je skrbela, da je pripravljala gradivo na vlado, za ministrstva, usklajevala in pa seveda tista, ki je hodila po gasilskih zvezah razlagati, biti mogoče ne vedno najbolj prijetno sprejeta, tista, ki je morala zagovarjati stališče države. Veliko je bilo usklajevanja tako z gasilci, tako z vsemi ostalimi resorji. Treba je vedeti, da je nastajala država, da smo spreminjali marsikaj v državi takrat, da smo sistem spreminjali, da se je veliko zakonov spreminjalo in spomnim se, kako vroče žemljice sem brala vsak predlog zakona objavljenega v takratnem poročevalcu in vse tisto, kar je bilo potrebno, ukomponirala v besedilo zakona, zato da je bila naslednja verzija boljša, bolj pripravljena. Verjetno niso šle vse ideje gasilcev v zakon, zato ker je bil pogled države nekoliko drugačen, kot so bili mogoče ideje nekaterih gasilcev, vendar v osnovi struktura je bila z njihove strani vključena. Veliko je bilo pa učenja, nikoli ne bom pozabila, kako sta me gospod Klarič in gospod Sentočnik učila, prepričevala z risanjem na tabli, kako je organizirana struktura gasilstva. Jaz pa s trmastim pogledom in usmeritvami države seveda nisem mogla, nisem smela, nisem želela nekaterih stvari tako razumeti, kot sta onedva, vendar vedno smo našli skupni jezik in našli rešitve, da pa so bile dobre rešitve, pa govori teh 30 let, da zakon še vedno velja, da smo naredili lep napor, da smo uspeli to rešiti in pripeljati s takim časovnim intervalom ta zakon do sedaj. Hvala lepa. Kolega Kopač, konec 80-ih let, ko so se že pojavljale ideje o novi ureditvi gasilstva in njenega financiranja, so bile še vedno v veljavi samoupravne interesne skupnosti, tako imenovani SIS-i, kot neke vrste izven proračunski skladi. Med njimi je bil tudi SIS za požarno varstvo. Kako so se financirali ti SIS-i in kaj je bil kasneje razlog, da ste jih ukinili? Lep pozdrav, hvala za povabilo. Zelo prijetno je spet priti, bom rekel, med staro druščino. Kar se pa SIS-ov tiče, jih je prinesla ustava leta 1974 in takratna ideja tiste ustave je bila, da so takratne občine, v Sloveniji je bilo 65, tako rekoč mini države, države v državi in da vsaka občina ima vse temeljne atribute države, razen zunanje politike pa denarne politike. No, in na podlagi tega so potem nastajali interesne skupnosti
za požarno varstvo ena od njih in vsaka taka je imela v vsaki občini svojo davčno stopnjo. Davek se je pobiral z prispevkom na plače in pa tudi s prispevkom na prihodke podjetij. No in tako mi smo radi rekli v Jugoslaviji, da imamo enoten gospodarski prostor, ampak potem smo se pa radi tudi pohecali, da imamo pa v Sloveniji, in isto je bilo seveda tudi drugod po Jugoslaviji, imamo pa 65 enotnih gospodarskih prostorov, zato ker je vsaka občina imela drugačno prispevno stopnjo. No, nekatere so imele identično, ampak so bile velike razlike. In ko smo se pripravljali na osamosvojitev, je bila ta razbitost javnih financ pravzaprav en zelo velik omejujoč faktor za en temeljni atribut vsake države, državni proračun. No in leta 1990 smo s tako imenovano Kranjčevo reformo, minister je bil takrat dr. Marko Kranjec, vse te prispevke z eno potezo spremenili v dohodnino, ki še danes velja, in davek od dobička, ki seveda tudi še danes velja. In vsaka občina je pa dobila potem ustrezen delež te dohodnine s tako imenovano glavarino oziroma finančno izravnavo. No in ta ureditev velja še danes, to nam je omogočilo, da smo pravzaprav imeli en enoten državni proračun, ker je bilo zelo pomembno za osamosvojitev in za pripravo države na samostojno državno pot, takrat še bodoče države. In ta strah, da bi imeli to razbitost še naprej, te prispevke, ali pa ideje, mnogi so si pa želeli ohraniti take prispevke, tudi pri razpravi o zakonu o gasilstvu je bilo kar nekaj takih idej. To smo pa na nek način preprečili s tem, da smo v ustavo zapisali 148. člen, ki zahteva oziroma uvaja načelo enotnega proračuna in tako je še danes in upam, da bo še dolgo. Hvala. Hvala. Tovariš Brlec, v začetku leta 1991, ko je bila Slovenija še del takratne skupne države Jugoslavije, ste bili delegat zbora Združenega dela v Skupščini Republike Slovenije in takrat je bil sprejet tudi zakon o obrambi in zaščiti, ki je poskušal delno opredeliti tudi status prostovoljnih gasilcev. Povejte nam, kakšen je bil ta status po vašem mnenju takrat in kakšen je ta status po tem sprejetju tega zakona o gasilstvu v letu 1994. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za vprašanje. Ja, do tega zakona v bistvu gasilci nismo imeli nobenega statusa. Status so imeli pripadniki civilne zaščite in zato smo nekateri gasilci pač pristali na to, da smo bili vpisani tudi v gasilske enote civilne zaščite in na ta način smo prišli tudi do tistega skromnega statusa, ki so ga člani pripadniki civilne zaščite imeli, gasilci pa ne. Na ta način smo si pomagali, v bistvu pa ni bilo nič posebnega. No, ta novi zakon pa seveda je to bistveno spremenil, dobili smo status, ki smo si ga gasilci nekako želeli, čeprav je bila potem še dolga borba do pravega statusa, ampak tiste osnove, javna gasilska služba, potem pogoji za izobraževanje, za usposabljanje, za opremljanje, pa gasilska šola, pa ne nazadnje financiranje, to je pa ta zakon vendarle nekako usmeril v tej smeri. Morda pri tem novem zakonu zanimivo še eno področje. To je bilo obdobje, ko so sprejemali zakone o društvih in zakon o društvu gasilcev ni nič kaj upošteval. Mi smo imeli svoje želje, kako naj bi definirali pozicije v društvu, ampak seveda nas niso upoštevali. Zaradi tega je bilo zelo pomembno, da je Gasilska zveza Slovenije dobila nek svoj pomen v tem novem zakonu in pa koncesijo. Sicer bi zelo težko upravljala z vsemi gasilci vse, kar se je dogajalo. Ta zakon seveda omogočuje potem tudi izvajanje intervencij, vodja intervencije,
Klarič je že malo nakazal to, takrat je bilo, ker je bila nova ustava, je bilo potrebno spremeniti ali pa povedati, kaj pa ta vodja intervencije, kakšne pravice ima, ne? Da ima pravico vstopa v stanovanje, da ima pravico zabranitve, prepovedi, morda celo zajetja neke opreme, karkoli. Tako da te pravice so takrat bile. In pa še za samega gasilca. Prej v stari Jugoslaviji, bom rekel, vse gasilstvo je laufa ves čas, ampak urejeno, kot smo ga pa potem spoznali v Sloveniji, Novi Sloveniji, je pa vseeno drugače. Takrat tukaj smo določili, kakšna naj bo psihofizična sposobnost gasilca, kakšna naj bo njegova izobrazba, kakšna naj bo njegova usposobljenost, pa ne nazadnje, kakšen bo njegov odnos do vsega tistega, kar dela. In zato je to humano delovanje, to naše delo dobilo ta prav pečat šele s to novo zakonodajo. Naj še eno podvprašanje. Ali je res, da ta zakon v prvem glasovanju v zboru Združenega dela ni bil sprejet ravno zaradi vas? Ja, no, rekel ravno zaradi mene, ampak z Gasilsko zvezo Slovenije seveda smo imeli svoje zahteve, kaj mora biti v tem zakonu. In ker v ta zakon, v ta predlog ni bilo vse tako vnešeno, kot smo bili dogovorjeni, sem upozoril govorca vlade v našem zboru, da če ne bo to noter, bo zakon padel, pa mi ni verjel. Stvar je bila v tem, ta zakon je bil za Slovenijo izjemno pomemben. Veste, nastajala je Nova Slovenija in zakon o vojski, o obrambi, v zaščiti je pogoj bil, če ne se ne bi mogli braniti, marsičesa ne bi mogli narediti. Tako da jaz sem ceno spoštoval, sploh pa, ker sem bil del vladne koalicije, bi moral biti za, ampak gasilstvo mi je bilo pa tudi pomembno. In seveda potem v zboru Združenega dela smo delovali na ta način, da so argumenti kar pretehtali, razen kadar se je šlo za politične odločitve. Takrat smo pač delali po svojih usmeritvah. In seveda pa je zakon padel, ampak ko smo tisto dodali v zakon, kar je bilo potrebno, je bila usklajevalna skupina med vsemi tremi zbori in je šlo potem gladko skozi. Se pravi, v prvem glasovanju ste imeli malo prste vmes, a ne? Lepo. Ta zakon o gasilstvu v 2. členu pravi, da je gasilstvo obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Pa vas sprašujem, kolega Lojze, kaj je to takrat pomenilo za občine in kako se je vaša občina odzvala po sprejemu tega zakona? Ja, lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu in tudi jaz se zahvaljujem za povabilo na tole, na ta razgovor, ki je povzročil, da pač malo bolj intenzivno razmišljaš o tistih časih, pogledaš malo stare časopise, zapisnike in vidiš, kako res je bilo eno obdobje korenitih sprememb in pa v tem primeru tudi tako pozitivnih sprememb, kot je ta zakon o gasilstvu. Jaz sem takrat se zaposlil na občini Žalec kot vodja financ in to je že bilo prej rečeno, ukinitev SIS-ov je pomenila za občine dodatno nalogo, se pravi zagotavljanje sredstev preko občinskih proračunov, tudi zaposlitev strokovnega sodelavca za področje požarne varnosti in pa civilne zaščite. In naša občina je takrat po starem sistemu bila ena večjih nemestnih občin, 335 kvadratnih kilometrov, 38 000 prebivalcev in je v bistvu ta prehod preživela brez velikih pretresov iz preprostega razloga, ker je gasilstvo bilo v naši dolini, ker takrat je občina bila praktično Savinjska dolina, zelo dobro bilo organizirano, delujoče. Naše prvo gasilsko društvo je bilo iz 1879, se pravi 10 let po ustanovitvi prvega gasilskega društva. Bila je močna gasilska zveza in se spomnim v tistem obdobju, ko je bil sprejet nov zakon, je tudi poveljnik občinske gasilske zveze imel intervju, ki je bil velik naslov Kako po novem. Bilo je veliko dvomov,
tako kot pri vsaki novi stvari, ali bo dovolj sredstev, kako bojo zdaj občine to zagotavljale. In dobra organiziranost gasilstva v Savinjski dolini, naši občini Žalec, je bila pa posledica tudi tega, da je pridelava hmelja zahtevala in še danes zahteva sušilnice. Včasih je bila vsaka sušilnica, vsaka kmetija opremljena z sušilnico in so bili pogosti požari. Iz tega se je potem ta požarna varnost toliko razvila in da smo z tem prehodom praktično tudi zelo dobro prešli, ustanovili ustrezno tehnično komisijo oziroma komisijo za tehnična vprašanja, ki je pomagala pri zagotavljanju sredstev, ker zagotovo jih je vedno zahtev in pa predvsem želja bistveno več, kot se jih da zagotoviti v občinskih proračunih. Se pravi, je bila malo kisla ta jabolka, v katero je morala vsaka občina takrat ugrizniti, ne? Za začetek. Mislim, da ni stvar okusa, kislosti ali sladkosti, ampak bolj dvoma in pa neznanja, kaj bo to prineslo. In prineslo je tudi to, da če je bil župan, podžupan, gasilec ali pa tako v tem primeru, je bilo lažje, kot pa v primerih, kjer ni bilo pravega odnosa do gasilske službe. Pa se vrnimo malo nazaj v pripravo tega predloga zakona o gasilstvu. Povejte nam, gospa Romana, kaj je bilo najhuje pri tem ali pa kdo so bili tisti sogovorniki, s katerimi je bilo najtežje? Ali je bila to gasilska organizacija, so bili to gasilci ali na drugi strani je bila le politika tista, s katero se je malo težje komuniciralo? Jaz neposredno s politiko kot mladi svetovalec nisem imela, sem pa seveda bila dovolj v politiko preko ljudi, s katerimi sem potem delala v ministrstvu, tudi seveda vpeta in veš, kako je politika delala, kako so se stvari krojile. Z mojega zornega kota je bilo seveda mnogo, ne moram reči težje, ampak več dela, mnogo več usklajevanja z gasilci na področju zakona o gasilstva. Tisto prvo leto, ko smo pisali besedila, takrat test zakona, pa potem osnutkov, sem kar lep del Slovenije prevozila. Po velikih gasilskih zvezah sem se pojavila, da sem poskušala razlagati, tako da je meni bil ta del težji, kot sama koordinacija z politiko, tisto so pač ostali vodili. Gospod Bogataj je bil eden tistih, ki je takrat v času nastajanja zakona imel zelo veliko besedo, tudi gospod Ošeničnik kot direktor sta ta del vodila navzven. Jaz sem pa potem tista, ki sem vse te dogovorjene ali pa nakazane ideje speljala potem v samo besedilo zakon in pa uskladila potem z vsemi ostalimi zakoni, ki so nastajali. Tako da ja, ni bilo vedno najlažje po vseh teh gasilskih zvezah. Prideš sam pred eno tretjino takole ljudi, ki te vsi tako gledajo in pričakujejo in ne vedno zelo odprto sprejemajo. Na koncu smo šli vedno lepo narazen, smo se dogovorili, pač pojasniš, si v vlogi tistega zakonodajalca, si v vlogi države, ki moraš to stališče zastopati, razumeš drugo stran, jo poslušaš, poskušaš pripeljati, kar se da. Vem pa, da niso šle vedno vse tiste ideje, ki so jih imeli v takšen okvir, ko so želeli, tako kot je kolega rekel, nismo mogli v ta zakon vse stlačiti, kar so želeli, ker je bilo treba potem kakšne druge zakone potlačiti in tam spraviti. Težava pa seveda je bila v razumevanju, da ne moremo vse v zakon o gasilstvu to dati in pa ne enako sočasno sprejemanje ostalih zakonov. Zato sem že prejšnjega, seveda zelo smo spremljali, kaj gre v kateri zakon, zelo smo poskušali v naslednji ostale zakone te ideje, ki smo jih slišali, pripeljati, včasih malo bolj uspešno, včasih malo manj uspešno, ampak nekaj nam je pa skupaj uspelo. Pravijo, konec dober, vse dobro. Konec dober, vse dobro. Tako je bilo tudi pri tem. V času sprejemanja zakona o gasilstvu, kolega Kopač, je bila vaša politična stranka vladajoča stranka v parlamentu in predsednik vaše stranke, dr. Janez Drnovšek, je bil takrat predsednik vlade. Kako so potekala usklajevanja znotraj stranke
ter kakšen je bil odnos takratnega predsednika vlade dr. Janeza Drnovška do gasilske organizacije in reševanja problemov okoli financiranja gasilstva? Znotraj stranke smo imeli pač razdeljena področja dela in ker so vsi vedeli, da sem jaz gasilec, nekako je potem stranka sledila mojim stališčem. Tako da je to imel težo. No, ampak kar se pa dr. Drnovška tiče, je pa dr. Drnovšek je bil velik podpornik civilne družbe, kakršnekoli, seveda tudi gasilcev, ampak znan je pa tudi potem, da se on v konkretne rešitve, ki so jih oblikovali njegovi ministri, ni kaj dosti vtikal. Razen, kadar je bil kakšen političen požar, bom rekel, takrat. No in to pomeni, da je seveda vse bilo prepuščeno ministru za obrambo, pa v primeru financiranja tudi ministru za finance. Kar pa pomeni seveda, da je na koncu bil najbolj taglaven Miran Bogataj, pa gospod Ušeničnik. No in spomnim se, to samo mogoče kot anekdoto, jaz sem bil potem minister za okolje, prostor in energijo. To sta danes dve ministrstvi, ne. Skratka, ogromno področje dela, veliko reform in se spomnim, da v vseh letih, ko je bil dr. Drnovšek moj predsednik vlade, je samo dvakrat me nekaj vprašal, kako gre z neko reformo, drugače pa zmeraj samo podpiral, ne. Skratka, veliko svobodo je dajal svojim ministrom in mikromanagement, ki so se ga šli, ali se ga grejo nekateri drugi, ne, predsedniki vlad v preteklosti, govorim, je bilo njemu tuje. No, kar se financiranja tiče, kot rečeno, so bile nekatere ideje, da se uvede poseben prispevek ali pa poseben davek za gasilsko službo, ker so nekatere ideje še izhajale iz prejšnjega SIS-ovskega sistema. No in kompromis je pa potem bil en tak čisto majčken, da se pa uvede posebna poštna znamka v času meseca požarne varnosti, ki prihodki grejo pa seveda za potrebe gasilske zveze. No in to je tak mini kompromis bil, da 148. člen ustave nihče ni pomislil, da je kaj v nasprotju s 148. členom ustave. Skratka, en zelo, bom rekel, eleganten kompromis je bil zakon o gasilstvu in to seveda dokazuje, kar je bilo že večkrat rečeno, 30 let je bil samo malenkostno spremenjen. Že ustava je bila večkrat spremenjena kot zakon o gasilstvu. Skratka, dobro drži. Hvala lepa. Slišali smo, kako je bilo to urejeno na nivoju države. Kako pa so potekala usklajevanja pri pripravi občinskih proračunov in zagotavljanja finančnih sredstev za delovanje gasilstva v vaši občini, v občini Žalec, ki je bila takrat ena izmed velikih občin, v kateri je bilo kar 39 prostovoljnih gasilskih društev? Ja, to je bilo tudi obdobje tega preoblikovanja krajine Slovenije na lokalnem nivoju in ta velika želja po delitvi. Mi smo imeli, bom rekel, kar srečo, da je občina Žalec ostala na 117 kvadratnih kilometrih z 22.000 prebivalci, da pa se je iz ostale polovice naredilo 5 novih občin in smo pri samem delu in prenosu, tudi pri izdelavi delitvene bilance, kjer se je bilo potrebno tudi odločiti, kaj pripada komu, vedno ravnali zelo pragmatično in pa zelo odkrito, ker smo vedeli, da premoženje pomeni tudi breme, zato tisti, ki je zelo želel kakšno nepremičnino, jo je tudi dobil. Sicer pa smo kot v področju financiranja vedno zagotavljali usmeritve, koliko od skupnega proračuna je potrebno
predvideti za požarno varnost, da smo pri tem upoštevali kategorizacijo naših društev in pa požarno ogroženost. V pripombah na proračun, ki so jih redno dajala društva in pa Gasilska zveza, je vedno bil stavek, da je premalo denarja, in potem, ko se enkrat navadiš ali prej kot vodja financ ali potem kot župan, da je za vsakega proračunskega porabnika vedno premalo denarja, je najboljša rešitev takrat, ko vidiš, da so vsi nezadovoljni. Ker to pomeni, da so vsi v isti situaciji, noben ni preveč privilegiran in potem lažje nadaljuješ. Smo pa potem z strokovnimi skupinami pa oblikovali sistem financiranja, ki velja še danes, in jaz z veseljem prej pogledal kolege, bivše kolege župane od gospoda Sajevca, gospoda Baroviča, tudi Žalski zdajšnji župan je gasilec in tako je tudi lažje potem bilo sprovediti ta zakon. Hvala lepa. Pa se vrnimo še malo nazaj na zakon o obrambi in zaščiti iz leta 1991, ki je že nakazoval neke oblike organiziranosti civilne zaščite in enot v tem sistemu civilnih zaščite. Kako je bilo takrat urejeno vodenje teh enot, pa me posebej zanima, kako je bilo urejeno vodenje gasilskih enot v tistem času. Ja, v tem zakonu je dejansko nekako bilo dogovorjeno, da posamezne enote vodijo vodje tistega področja. Recimo gasilske enote v okviru civilne zaščite vodijo gasilske starešine. To je bilo dogovorjeno. Tudi v občinskih pa regijskih štabih civilne zaščite je bil obvezno prisoten poveljnik tega področja, gasilski, tako da to vodenje je potem nekako kršilo. To je bilo že v tem zakonu dogovorjeno. No, morda v tem zakonu smo mi želeli doseči tudi to, da bi bil ločen zakon o gasilstvu že takrat, pa je bila zadrega v pomanjkanju časa. Dejansko to smo potem nekako razumeli, da se ne izide, in smo potem pristali na troletno obdobje, v katerem času je pa potrebno ta zakon o gasilstvu sprejeti. Ta rok je bil par mesecev prekoračen, ampak po letih je bil pa dosežen. Tako da, ja, s tistim, kar je pač bilo v tistem zakonu, gasilci smo bili nekako enakovredni ostalim pripadnikom civilne zaščite. Vodenje smo ohranili svoje, ker drugega pa potem posebnega ni bilo. Hvala. 30 let je minilo od sprejema tega zakona o gasilstvu, pa nam povejte, gospa Lahova, ali bi vam bilo danes, če bi ponovno sprejemali takšen zakon in bi morala zanj pripraviti ustrezno besedilo, ali bi vam bilo kaj lažje, kot je vam je bilo takrat, ko ste bila 30 let mlajša? Vsekakor. 30 let dela na tem področju, oziroma nekoliko več vse skupaj, še tista leta seveda prinese nekaj več modrosti, nekaj več znanja, nekaj več izkušenj. Določene stvari potem pogledaš drugače, jih poskušaš vpeti v sistem drugače, pa še vedno bi bila na strani države, pa še vedno bi bila tisti varuh državnih idej, tisti varuh, ki celoto gleda, ko gleda gozd, ki ne gleda posamezno drevo, kar pomeni, če je gasilska zveza, oziroma gasilska organizacija mogoče eno ali pa na struktura dreves, bi jaz seveda z vidika tega, tako kot smo prej gledali, državo kot celoto. Marsikaj se v teh časih naučiš, pa čez marsikatero črto potegneš zdaj, pa nismo tako slabo rešitve potegnili in obdržali določene stvari, bi to razmejitev z vidika države, da organizira strokovnost gasilstva, pa manj društvenost, bi še vedno ohranjala. Tudi v teh obdobjih po 30 in tolikih letih se mi zdi, da je treba država tista, ki za operativo skrbi, za to, da ste gasilci usposobljeni, da ste opremljeni, seveda nekaj tudi za to društveno, ker brez tega ene brez drugega ne gre, manj pa seveda ta del, ostali del bi pa še vedno puščala zunaj zakona. Se ohranjalo bi to, da so lokalna javna služba, kadarkoli me kdo ki sliši, zelo poudarjam humanitarna, kar pomeni, da naj ostane to humanitarnost, ker če bomo to
začela računati, če bo to plačljivo, potem ne vem, kako se bo to končalo. Dobro se spomnim idej, ki je sicer v zakonu še vedno mrtva črka na papirju, pa naj tako ostane, požarni davek. Ko smo začeli potem razgrajevati to idejo, že po sprejetju zakona požarni davek, si ne predstavljam, kako bi gasilci prišli pred vrata in pogledali, sem plačala davek, nisem plačala davka, bi me pogasili, me ne bi pogasili. Sreče je bila takrat politika finančna taka, da nam seveda niso tega čez pustili in prav je tako. Na takšen način naj ostane to drugače financirano, naj ostane drugače organizirano, tako da, ja, marsikaj bi ohranila. Tudi sedaj pa seveda ob nekaj več modrosti, mogoče kako idejo nekoliko drugače spisala. Ampak kljub temu 30 let dela, 30 let bogatejši, tudi pri spoznavanju gasilske organizacije, verjetno jo danes poznate malo bolj, kot ste jo takrat poznala, ko ste prišla v službo. Absolutno, absolutno. Marsikatero stvar jim kdaj tudi na neformalni način, tudi zdaj v tej vlogi kot nadzornik, ne gledam vedno na njih samo kot nadzornik, ampak tisti, ki sem sopartner pri ustvarjanju, pri opozarjanju, pri nekem takem tihi varuh, pazite na to, pazite na ono. Sveda, definitivno bolje poznaš gasilsko organizacijo, tudi gasilsko organizacijo v teh 30 letih razvila, drugače organizirana, drugačni pogledi, vsi smo modrejši za 30 let, tako da ja, nekaj drugače bi bilo, osnova bi pa še kar ostala. Hvala lepa. V občini Žalec je bilo tudi potem, prej smo že omenili, da se je prvotna občina razdelila na 6 manjših občin, ampak v Žalcu je bilo še zmeraj veliko gasilskih društev, kar 15. To pomeni tudi veliko denarja, ki ga je bilo potrebno vsako leto zagotavljati za opremljanje in pa za delovanje teh društev v občinskem proračunu. Ali menite, da ste kot župan uspeli ustreči vsem pričakovanjem takratnih vodstev prostovoljnih gasilskih društev in kaj menite o trenutni opremljenosti in usposobljenosti gasilcev? No, če bi si mislil, da sem zadovoljil vse želje, bi moral biti čarovnik, ker ne samo želje, predvsem tudi neka tekmovalnost med društvi, kdo bo imel boljšo opremo, novejšo opremo, kdo bo se hitreje razvijal, je to povzročilo tudi včasih nerealne zahteve, ki smo jih pa skupaj z dobrim delom pa z sodelovanjem znali rešiti in jaz bi pri vsem tem govoru, ki smo ga danes upravili, povedal, da ne glede na to, da država zagotavlja denar, občine zagotavljajo denar, je brez tega, da bi pri sofinanciranju in pa pri podpori gasilstvu sodelovali ljudje, si ne predstavljam, ker vem, koliko virov so znali in znajo gasilci najti z delom na terenu, z delom ljudmi in kako se tudi ljudje odzovejo, kot botri, kot udeleženci na gasilskih veselicah, kjer zapravljajo oziroma prispevajo na ta način. In jaz mislim, da je to tisto zadovoljstvo, ki verjetno vsakega župana, ki dela, napolni res z enim občutkom, ko vidiš, kdo je tisti, ki prvi pride, ko je občan potreben pomoči, kdo se odzove v požaru, v naravnih nesrečah in da je najboljši občutek to, ko vidiš, da so na vseh lestvicah zaupanja ali pa gasilci najvišje in da ljudje, občanke, občani od vseh organizacij, od vseh društev najbolj cenijo delo in pa, bom rekel, lik gasilca, tako da si želim, da bi tako ostalo, da je zakon zelo veliko pomagal, vsaka čast tistim, ki so ga pripravljali in sprejeli, da pa je ta moment te solidarnosti, te podpore ljudi, pa mislim, da za gasilce zelo pomemben. Hvala lepa. Tovariš Berlec, ali smo imeli gasilci po vašem mnenju pri poslancih Državnega zbora v času sprejemanja zakona o gasilstvu dovolj veliko podporo glede na to, da so bile takrat še kako sveži spomini na poplave, ki so nas prizadele nekaj let pred tem in pri katerih so
gasilci, tako kot vedno, opravili ogromno dela. Včasih imamo pač občutek, da nas imajo malo raje pod tistem, ko je za nami kakšna večja intervencija, kjer se še bolj pokaže naše delo. Kaj menite? Jaz sicer ob sprejemanju tega zakona nisem bil več v parlamentu, bila sta pa nekatera druga, kolega Černelič, Sisinger, one dva sta poskrbela, da so bili poslanci pravilno in primerno informirani. In mislim, da sta jih tudi zelo dobro pripravila na podporo tega zakona. Moram pa reči, že v prvem sklicu 1992, predvsem v zboru Združenega dela, tam je bilo veliko kmetov, tam je bilo veliko gospodarstvenikov, v zboru občin so bili zastopniki posameznih občin in v teh zborih je bila podpora, razumevanje gasilstva zelo dobra. In potem še tiste poplave, ki so bile, bila je pobuda, celo sami poslanci smo zbirali sredstva za pomoč prizadetim. Tako da mislim, da gasilstvo ima podporo, pa sem prepričan tudi v današnjem zboru, glede ravno zaradi našega dela. Tako kot je rekel bivši župan, gasilstvo cenijo ljudje, ker smo vedno ob pravem trenutku na pravem mestu, pa nikogar nič ne vprašamo, a je zavarovan ali ni zavarovan, naredimo. Tukaj bi jaz rekel sicer, kar se financiranja tiče, tisti davek, tudi gasilci nismo bili navdušeni nad tem davkom, ker potem ne bi bilo nobenih koledarjev, pa še kaj drugega ne bi bilo, tako da smo nekako takrat kar lepo molče eni in drugi rekli, v redu, kar ne bo tako, kot je. Kar se pa tiče delovanja društev, bi pa rekel, ja, stroka je izjemno pomembna, ampak tudi druženje je pomembno. Ko gremo mi skupaj v ogenj, jaz moram kolegu zaupati, moramo biti toliko med sabo povezani, da si resnično zaupamo in da vemo, kaj in kako bo kdo odreagiral. Do tega nam je pripomoglo izobraževanje, usposabljanje, pa tudi druženje, pa tudi kvalitetna oprema. Brez enega in drugega in tretjega sploh ne bi šlo. In jaz bom rekel, ko je bil zakon sprejet, to je bil prvi velik korak. Potem je pa Gasilsko zvezo Slovenije čakalo še veliko dela. Od priprave izobraževalnih načrtov, učnih načrtov, pa ne nazadnje tudi pri sami opremi, mi smo morali urediti kvaliteto. Takrat se je dalo na trgu že dobiti marsikaj, samo kaj pa je primerno, kaj ni primerno, zato smo šli v izdelavo tipizacije. V glavnem veliko dela je bilo, veliko korakov je bilo, kakorkoli danes lahko rečemo, imamo močno armado, ki je kvalitetno izobražena, primerno psihofizično sposobljena in pa primerno opremljena. In veliko tega je dal ta zakon. In še nekaj morda, če smo zadovoljni, nekako povsem pa ne bomo nikoli, gasilci, če je zadovoljna država, zakonodajec in če je zadovoljen občan, ki koristi naše usluge, smo naredili vse. Potem smo zadovoljni vsi, tako je. In brez podpore, ja. Brez podpore ljudi in brez podpore takratnih poslancev bi verjetno tudi ta zakon bil lahko drugačen, morda celo malo manj ugoden za gasilstvo. Pa me zanima še samo ena stvar, gospod Kopač, če imam pravo informacijo, ste menda enkrat prišli v državni zbor oblečeni v gasilsko uniformo. Dajte nam povedati, kaj ste hoteli kolegom poslancem s tem povedati in pa, če se spomnite, o čem je bila takrat debata v državnem zboru. To je bila ena lepa gesta za vse slovensko gasilstvo. Hvala. Seveda je šlo, ne spomnim se točno, za katero fazo sprejemanja zakona o gasilstvu je šlo, ampak šlo je za ta zakon. Imel sem pa natančno to uniformo, ki imam še danes. Tako da las je manj, ampak telo je pa nekako še primerno. Drugače pa tule je bilo danes že večkrat poudarjeno, kakšen ugled imajo gasilci. Ampak veste, takrat, ko se je sprejemal zakon o gasilstvu,
To je bil čas nove države in takrat so bile je bil vrednostni pogled malo drugačen, kot je danes, ne. Takrat, danes so gasilci v vseh anketah javnega mnenja imajo največje zaupanje pred cerkvijo, pred sodstvom, pred državnim zborom, pred vlado in tako naprej. Takrat to ni bilo tako. Mnogi so gasilce malo posmehovalno obravnavali kot nekoga, ki organizira veselice in srečelove, čeprav so se seveda vsi zavedali, da je to potrebno, ampak ni bilo pa tega, na vrednostni lestvici pa gasilci takrat niso bili tako visoko kot danes. In danes, kot rečeno, visoko na vrednostni lestvici, pa pravzaprav eden najpomembnejših kohezivnih elementov naroda, skoraj tako kot športniki, katerih uspehov se skupaj veselimo. No, kakorkoli, šlo je za gesto in vesel sem, da se je vse izteklo tako, kot se je. Hvala. Pustila je svoj pečat, glede na to, da se jo spomnimo tudi 30 let potem. Je tako. Ja, lepo je bilo slišati vsa ta vaša razmišljanja ter skupaj z vami obujati spomine na dogodke pred 30 in več leti. Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas, ki ste si ga vzeli, za vaše misli in spomine, ki ste jih delili z nami in s tem dodali tudi svoj kamenček v mozaik današnje prireditve. Gasilci smo ponosni na vaše delo in vaša prizadevanja za uveljavitev tega zakona o gasilstvu, na podlagi katerega se je takrat začela nova era slovenskega gasilstva. Naj bo popotnica na vaši poti proti domu spomin na čudovite trenutke, ki smo jih danes preživeli in na lepo glasbo, ki ji bomo v nadaljevanju prisluhnili. Venček skladb nam bo na harmoniko zaigrala Špela Šemrl. Pa naj jo na kratko predstavim. Špela Šemrl je študentka medicine, ki je svojo glasbeno pot začela v glasbeni šoli v Radovljici ter nadaljevala na konservatoriju za glasbo v Celovcu. Poleg raznih koncertov se udeležuje tudi številnih projektov, med katerimi je bila tudi superfinalistka oddaje Slovenija ima talent, na tekmovanjih pa vedno posega po najvišjih nagradah in priznanjih, kar pa je najpomembneje. Špela je tudi operativna gasilka prostovoljnega gasilskega društva Lancovo. Pa ji prisluhnimo.
Izredno lepo in če bi vas zdaj vprašal, ali so koga za podplati zasrbeli, bi verjetno marsikdo dvignil roko, kaj? Ja, pa nadaljujmo. Sedaj sledi še podelitev posebnih plaket, ki jih bo predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Janko Cerkvenik, podelil tistim, ki so veliko prispevali k današnji prireditvi in se še posebej izkazali pri pripravi in izdaji zbornika ob 30-letnici zakona o gasilstvu. Zato pred oder vabim magistro Romano Lah, pa Marinko Cempre Turk, pa doktorja Janeza Kopača, vsem bomo potem namenili en velik aplavz, pa Jožeta Berleca, Lojzeta Posedela, Rudija Zadnika, Franca Černeliča, Franca Poliča, Vita Sorčana, za Društvo poslancev 90 Bogdana Baroviča, pa magistra Matjaža Klariča. Zdaj pa je čas za tisti aplavz. Predno pa podelimo ta priznanja, pa medse kličemo še za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, ministra magistra Boruta Sajevica in pa gospoda Leona Behina. Da ne bo tišina, bi bilo dobro, da še enkrat malo zaploskamo in jih s tem še spodbudimo in se jim tudi zahvalimo za to, kar so pač storili. Tako da za dame še poseben aplavz. Nismo pa še končali s podelitvijo plaket. Posebno plaketo si nedvomno zasluži tudi naš predsednik Janko Cerkvenik, zato prosim današnjega slavnostnega govornika, magistra Matjaža Klariča, da mu jo podeli. Sedaj pa še skupno fotografiranje. Tako kot zbornik bo tudi ta slika šla v zgodovino, da se bodo naši zanamci lahko z njo seznanili. Iskrene čestitke še enkrat vsem in velika hvala za vaše delo, za vaš prispevek k temu, da se bodo tudi generacije, ki prihajajo za nami, seznanile z našim delom in dogodki, kakršen je današnji. Dogodki, ki smo jim dali velik pomen. Pa naj nam za zaključek harmonikarka Špela Šemrl, ki se ji bo pridružil še pevec Jernej Frelih, študent upravne informatike v Ljubljani, ki je svojo glasbeno pot pričel z urami trobente v glasbenem centru Do Re Mi na Bledu,
kasneje pa se na glasbeni šoli na Jesenicah učil klasičnega solopetja in poleg študija obiskuje tudi konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, zaigrata in zapojata še eno našo slovensko zimzeleno pesem z naslovom Nad mestom Sedani. Nad mestom Sedani, koliko se zbudi želja vprašanj, koga smejo luči vsak sam. Nad mestom Sedani, nov dan spregovori o tem in tem, če dobro me uči ne bo videl saj večer, zakaj, odkot in kam gre človek sam. Bom zmogel saj z nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom Sedani, vsi dvomi jutrani so spet zelo in vsi odgovori s teboj. Bo videl saj večer, zakaj, odkot in kam gre človek sam. Bom zmogel saj z nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom Sedani, vsi dvomi jutrani so spet zelo in vsi odgovori s Tako, s tem je današnje praznovanje 30-letnice zakona o gasilstvu končano. Ni pa končano naše druženje, na katerega vas vse skupaj prisrčno vabim. Želimo si namreč slišati vaše pohvale ali pa pripombe na to, kar smo vam danes pripravili. O prijetnih zvokih citer in kitare naših prijateljev iz glasbene skupine Ubrane strune bo beseda dala besedo, pa tudi kakšen kozarček rujnega bo lažje stekel po grlu. Hvala vam, da ste prišli in ostanite še nekaj časa z nami.